Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moram reči, da sem zelo vesel, da imam danes to priložnost tudi na tak način izraz svojo podporo dr. Milanu Zveru, predsedniškemu kandidatu, ne samo zaradi tega, ker sva kolega, ker se že nekaj časa poznava, ker približno enako razmišljava in imava približno enake poglede na svet in nadaljnji razvoj Slovenije, pač pa predvsem zaradi tega, ker je dr. Milan Zver človek resnično z veliko začetnico. Jaz moram reči, da sem imel priložnost sodelovati v mandatu, ko je bil minister, na kar nekaj številnih otvoritvah novih infrastrukturnih objektov na področju šolstva in sodeloval sem tudi na nekaterih takrat kot lokalni predstavnik, ko so take podobne stvari, vendar v bistveno manjšem obsegu otvarjali prejšnji ministri, pa še v malo manjšem obsegu minister za njim. In dijaki so razigrani, to je pač taka živahna populacija. Vedno, ko se je dr. Milan Zver pojavil kot minister, so ga sprejeli z neko toplino, zanosom, z nekim ploskanjem in navdušenjem, čemur v ostalih obeh primerih nismo bili priča. Verjetno je k temu pripomoglo tudi to, da je dr. Milan Zver človek, ki je zelo odprt do ljudi, zelo odprt tudi do sogovornika, še posebej do mlade populacije. In mislim, da je to ena kvaliteta, ki je izjemno pomembna, še posebej v teh današnjih razmerah. Zdaj moram reči, da zelo dobro pozna tudi področje ministrstva, ki ga trenutno jaz vodim. Zelo dobro in vsebinsko je nanizal tiste glavne usmeritve in glavne projekte. Jaz bi k temu samo v par stavkih dodal, na kaj smo se v tem mandatu osredotočili, še posebej zaradi tega, ker se zavedamo, da razpolagamo z omejenimi finančnimi sredstvi in da smo v naslednjih letih, tako kot je bilo že povedano, v največji meri odvisni predvsem od sredstev iz Evropske unije in od eventualnih tujih vlagateljev v našo infrastrukturo. Na področju prometa in prometne politike je naš cilj, da pridemo do urejene prometne infrastrukture, da vzpostavimo modernizirane železnice in omrežje, da izgradimo manjkajoče avtocestne odseke in seveda, da vzporedno z modernizacijo prometne infrastrukture pridemo tudi do nekega urejenega, integriranega javnega prevoza. No in prvi korak na tej poti je bil že omenjen. Ta korak, ki smo ga naredili tako, da smo različne 4 blagajne različnih ministrstev uspeli združiti, smo približno enakih sredstvih, kot jih je država namenjala v lanskem letu za ta namen, uspeli bistveno znižati ceno vozovnice na dijaka oziroma študenta. Primer, za 20 evrov pride danes nek dijak do 60 km oddaljenega kraja v Ljubljano in za to ceno koristi tudi javni mestni prevoz v mestu Ljubljana. To je pomembno tudi iz tega razloga, da smo dijake, ki bivajo izven mestnih okolij, na tej točki izenačili s tistimi, ki bivajo v mestu samem. Predvsem pa je pomembno to, kar je bilo že poudarjeno, da krepimo uporabo javnega prevoza, kajti prvi podatki kažejo, da je po tem inštrumentu poseglo približno 40% več dijakov kot v lanskem letu. Preko 50 000 vozovnic je bilo dijakom prodanih in računamo, da jih bo nekje v rangu 10 000 prodanih tudi študentom. Na področju prostora in prostorske politike je cilj jasna, pregledna zakonodaja, ki bo omogočila hitro izvajanje in pridobivanje ustreznih dovoljenj, ki bo za investitorja jasna, razumljiva in ki bo odpravila nepotrebne birokratske postopke in ovire. In ta sprememba je seveda pomembna tudi pri večjih infrastrukturnih projektih, ker kot veste, smo ne glede na to, da nas v tem malo omejuje sedanja zakonodaja, naredili nekaj korakov naprej in pospešili predvsem tiste projekte, ki so pomembni za nadaljni razvoj države, tako na prometnem kot na energetskem področju, kjer želimo vzpostaviti neko energetsko stabilnost in preko razvoja tega sistema zagotoviti tudi dodatne finančne vire za razvoj na drugih področjih, tudi na področju pospešene energetske prenove javnih stavb in večje uporabe obnovljivih virov energije. Prejle sem na začetku omenil, da se z dr. Milan Zverom že nekaj časa poznava. Moram reči, da je bil takrat, ko je bil minister, meni nekako vzor, kako naj bi kot minister človek deloval in funkcioniral. Jaz teh njegovih kvalitet še nekaj časa ne bom dosegel, se trudim, upam, da do konca mandata pridem nekako na ta način delovanja.
v tem obdobju je bilo narejenih kar nekaj stvari, ne samo na izboljšanju te šolske infrastrukture in številnih investicijah, ki so bile storjene na tem področju, tudi na dvigu kakovosti, tudi na tem, da so dijaki dobili končno urejeno malico, da so otroci v vrtcih, da so starši imeli razbremenjene proračune družinske v vrtcih, ker je bil drugi otrok in naslednji brezplačen in tako naprej. Skratka, kar nekaj konkretnih ukrepov, ki so nekako pokazali tisto kvaliteto, ki jo nekako človek, ki deluje v javnem interesu, ali kot minister, ali kot predstavnik izvršilne veje oblasti, še toliko bolj pa kot predsednik države, se pravi tisti, ki je nekako mora združevati vse te potenciale, mora imeti. Torej, ta odprtost, ta sposobnost povezovanja, sposobnost poslušanja, upoštevanja različnih mnenj, iskanja rešitev, ki so najboljše za vse, sodelovanje pri tem z vsemi, ki lahko na kakršenkoli način pripomorejo k temu, da so rešitve čim boljše, je gotovo odlika, ki jo ima dr. Milan Zver. Še posebej je ta moment pomemben v tem obdobju, v katerem se trenutno nahaja naša država. Smo v težki situaciji, vendar na drugi strani pred velikimi izzivi. In mislim, da je dr. Milan Zver človek, ki vidi zelo daleč v prihodnost, ki vidi to pot, ki je pred nami in ki se zaveda, da lahko uspešno nadgradimo to, kar je bilo narejeno doslej v naši državi, samo z povezovanjem. S tem, da je slišen vsak in da se upošteva vsakega, ki ima dobro mnenje in dober predlog. Mislim, da nas ta njegov pogled v prihodnost lahko navdaja z optimizmom, z neko svežino in mislim, da je dr. Milan Zver porok oziroma garant, da bo predsednik vseh, se pravi, da bo nekako končno združil vse te razdrobljene potenciale, ki jih dosedanji predsednik zaradi načina delovanja žal ni uspel povezati in združiti.